Mobilnostni načrt je dokument, ki skuša celovito obravnavati vse prihode zaposlenih v neko organizacijo, in skuša optimizirati vse prihode, da so bolj trajnostni, da ljudje pridejo z manj vplivi na okolje, denar do svojega delovnega mesta. Za podjetje je koristno, da ima izdelan mobilnostni načrt, zato da na eni strani si zagotavlja lahko prihranke pri upravljanju, kako ljudje pridejo na delovno mesto, na drugi strani so tudi prihranki lahko pri zasebnikih, pri zaposlenih. Hkrati pa je to v celi sliki, lahko s tem prispevajo k boljšemu ugledu v lokalnem okolju, ker prispevajo k razvoju vseh načinov mobilnostne oskrbe in tudi s tem prispevajo k manjšim izpustom CO2 in ostalih onesnaževal, s čimer si dvigujejo ugled v mednarodnem okolju, kar je pomembno pri poslovnem smislu. Mobilnostni načrt je sestavljen iz večjih sestavnih delov, tako da logično oriše celotno sliko, se pravi, analiza stanja je pomembna, ta mora biti potem zelo konkretno in kratko pojasnjena, potem iz tega izhajajo vizija in cilji, kam želi podjetje se usmeriti na področju mobilnosti, potem so scenariji, na kak način, kakšne ciljne vrednosti želijo v prihodnje si zastaviti sami pri sebi, nato pa sledi akcijski načrt, kjer so vsi ukrepi opisani in tudi njihove vrednosti in odgovornosti, da so opredeljene. Mobilnostni načrt praviloma pripravlja zunanji strokovnjak. To pomeni, da ni vključen v vsakodnevno delo v tej organizaciji, s čimer lahko včasih lažje poenoti cel kolektiv, da se lažje strinjajo okrog ključnih ukrepih ali pa v ključnih področjih delovanja tudi, ne. Tako da izdelovalci so praviloma tisti, ki imajo opravljeno izobraževanje za mobilnostne načrte, pa ključni sestavni del je v ekipi tudi nosilec licence prometnega načrtovanja. Mobilnostni načrti seveda so v grobem dveh načinov. Eni mobilnostni načrti so za novogradnje, tam zaposlenih še ni na tistem mestu, ne? In tam je bodoče zaposlene seveda težje vključevati. Tako da tam so vključeni vodstvo podjetja, mogoče kakšni zunanji dobavitelji oziroma ključni deležniki, in tukaj jih je seveda vseh vključenih nekoliko manj. Je pa možno tukaj najbolje vplivati na bodočo mobilnost. Pri obstoječih organizacijah, pri obstoječih tovarnah oziroma poslovnih enotah, kjer pa zaposleni že delajo, je pa seveda vključevanje zaposlenih zelo pomembno, zato da se poistovetijo z potrebami, ki so na tem področju, z vsemi možnostmi in tudi ukrepi, ki bi jih izvedli. Tako da tukaj so poleg poslovodstva, ki je seveda neobhodno in pomembno, je seveda ključno k sodelovanju pritegniti zaposlene. In to z anketami, delavnicami in z vsemi oblikami vključevanja, ki jih podjetja tudi že poznajo. Cena izdelave mobilnostnega načrta se vedno oblikuje na trgu, tako da ni zelo določenih razredov. Določene pa so stopnje sofinanciranja, ki so opredeljene v pravilniku o izdelavi tudi mobilnostnih načrtov, in za tiste organizacije, ki so najvišje, se pravi, ki imajo več kot 1000 zaposlenih, je to sofinanciranje omejeno na dobrih 20 000 evrov na mobilnostni načrt. Večina mobilnostnih načrtov je pa seveda manjših, tako da za organizacije to ne bi smel predstavljati visok strošek. Mobilnostni načrt se v podjetju predstavi na tisti način, ki je podjetju najbolj pisan na kožo, ne, ki je v podjetju najbolj praktičen. To pomeni, da najpogosteje se to seveda objavi z nekim obvestilom vodstva,
po njihovih komunikacijskih kanalih, potem v njihovih glasilih, če jih imajo, na njihovih oglasnih deskah. Predvsem pa zaposleni so o nastanku mobilnostnega načrta že tekom izdelave obveščeni in tudi vključeni, tako da komuniciranje ne bi smela biti pretežka naloga. Vpeljava ukrepov, ki so opredeljeni v mobilnostnem načrtu, je seveda zahtevna naloga, ker je treba več različnih služb znotraj podjetja povezati za skupno delovanje, tako da je to včasih lahko enostavna naloga, če je podjetje zelo povezano in koherentno, včasih pa tudi zelo težka naloga, ne? Če obstajajo različni pogledi, ne, na stvari. Ključno je, da se o vseh ukrepih pravočasno obvešča, da se morebitne pomisleke pravočasno preveri in jih razreši, če je le možno, in pa da se vpeljavo ukrepov zadostno komunicira, zato da so sprejeti, in pa tudi, da se naredi spremljanje oziroma monitoring teh ukrepov, da se jih lahko prilagodi, če je pri izvedbi, če jih je možno tudi kaj izboljšati. Zadovoljstvo zaposlenih se najpogosteje preverja v obliki anket, kadar pa je potrebno bolj poglobljeno razumevanje pridobiti, pa se izvajajo skupinski intervjuji oziroma fokusne skupine, kjer ima vsak izmed udeležencev možnost razložiti poglobljeno to temo. Učinke mobilnostnega načrta in njegovih ukrepov običajno spremljamo z anketami, kjer zaposlene sprašujemo, kako običajno pridejo na delovno mesto in tudi, koliko daleč stran so doma in kakšne težave imajo pri prihodu. To je najbolj običajen način. Poleg tega pa občasno lahko izvajamo še druge načine, kot je spremljanje zasedenosti parkirišča pred neko tovarno, potem lahko spremljamo tudi, koliko ljudi in kdaj prihaja na parkirišče, s čimer vidimo tudi, kakšna je stopnja sopotništva, lahko tudi s kakšnimi avtomatskimi števnimi podatki, ampak to je odvisno od organizacije same. Najbolj običajni pa najbolj univerzalno pa je torej opravljanje anket. Drugega avta ne potrebujemo več pri hiši. Ko to spoznajo zaposleni, spremenijo potovalne navade. In zato si prizadevamo v mobilnostnih načrtih.